Petar Stojanović, kako pomembna je današnja zmaga? Ta zmaga je zelo pomembna. Zavedali smo se pred to tekmo, kaj nam 3 točke lahko prinesejo. Seveda, da še ni nič konec, ampak mislim, da so to res velike 3 točke. Rabili smo jih, vemo, da smo na Finskem izgubili te točke, tako da danes ni bilo nič drugega, kakor da smo šli na zmago in veseli smo, ker smo to ustvarili in seveda pač še bolj nas veseli to, da smo odigrali odlično tekmo. Pogled na vrh lestvice pa kaže na izjemno izenačenost. Ja, res je, to, tako kot smo že govorili pred začetkom kvalifikacij, da bojo vse ekipe zelo izenačene, zato tudi pravim, da nič še ni konec, ampak seveda hvala Bogu, da smo v vrhu, da zbiramo čim več točk. Zdaj nas čaka še ena zelo težka tekma proti San Marinu, tako da gremo tudi tja zmagati in potem se pripraviti za naslednji zbor. Zakaj bo težka tekma s San Marinom? Ja, vemo, da danes vsi igrajo nogomet. Ni lahkega nasprotnika. Videli smo tudi tukaj, ko smo igrali doma proti San Marinu. Dokler nismo zabili gol, je bilo zelo težko. Sploh pa zaradi tega, ker igramo na njihovem igrišču, verjetno bojo še bolj stisnjeni, še bolj defenzivno naravnani in seveda, dokler ti ne daš gol, je zelo težko proti takim ekipam. Kako se je bilo lotiti takšne tekme, ko ste vedeli, da morate vse 3 točke osvojiti? Pa ne vem, tako kot vse ostale. Probamo gledati nase, probali smo, hitro smo izkoristili to prvo šanso, ki smo imeli, hitro smo dali gol in mislim, da smo dobro tekmo odigrali. Tudi ostale priložnosti, ki smo imeli, smo vse izkoristili večinoma, tako da je bilo dobro. Je bilo kaj zadrege, ko so gostje izenačili? Definitivno ni prijetno, ampak smo ostali mirne glave. Vedeli smo, da tudi če ne bi, ali pa v tem primeru, ko so, da tekma ni končana, tako da smo igrali naprej, kot smo si zadali in hitro dali še en gol. Poseben vtis o svoji igri? Ok, vedno je lahko boljše, tako da sem zadovoljen z zmago. Tudi igra je bila kar okej, kar se moje igre tiče, ampak vedno ciljam na več. Navijači pričakujejo lahko zmago proti San Marinu, kaj pravite igralci? Definitivno lahke zmage danes več ni v nogometu, tako da če se spomnimo nazaj prve tekme v Stožicah, dokler ne daš tistega prvega gola, je pač kar napet, tako da moramo iti v tekmo resno in zbrano. Lahko rečemo preprosto, Šporar, izjemna tekma? Definitivno 4 zadetke proti reprezentanci, ki ne prejema veliko zadetkov načeloma. Tako da smo danes lahko ponosni, da smo to dosegli, ampak v igri je še 5 tekem, naslednja čez 3 dni in moramo pač potrditi to, kar smo danes naredili s 3 točkami v San Marinu. Je ostalo še kaj nabojev za San Marino? Verjetno vsi pravijo, da bo treba tam najprej zadeti, potem pa misliti naprej. Vse je vedno tako, prvo je treba zadeti, pa je vse lažje, vedno tako pravimo. Sigurno je ostalo naboja. Vse pravim, če bomo tako kolektivno dobro izgledali, tako kot smo danes, bomo prihajali tudi do priložnosti in če bomo prihajali do priložnosti, bomo tudi zadeli gole. Lahko še tretje vprašanje? Seveda. Ja, še osebno zadovoljstvo doseči 2 gola v Stožicah? Definitivno, Stožice so moj dom in vedno je lepo zadeti v Stožicah. Adam Gnezda-Čarin, kako se je bilo tepsti na sredini igrišča s severnoirskimi nogometaši? Ja, definitivno, kot ste rekli, težka tekma. Veliko enih dvobojev, ampak na koncu 3 točke, to, kar je bil edini cilj pred to tekmo. V bistvu pred tem zborom mislim, da je bilo jasno, da potrebujemo 2 zmagi in prvi korak k temu smo naredili, tako da odhajamo pozitivno v San Marino. Ste pričakovali celo malce drugačno Severnoirsko, glede na to, da je pravzaprav razočarana v tej skupini? Ne, dobro smo analizirali nasprotnika, vedeli smo, da nas čaka ena zelo težka tekma, trda tekma, kot vedno z nasprotniki iz Otoka, tako da smo se dobro pripravili in mislim, da smo izkoristili njihove pomanjkljivosti. Danes tudi združeni navijači po dolgem času, tudi reprezentanco bodrijo. Kako ste to čutili, to podporo? Ja, super je res videti to še neko dodatno motivacijo s tribun in res hvala vsakemu posamezniku, ki je prišel danes v Stožice podpirati našo ekipo, res smo jim hvaležni in upam, da bo še več ljudi oziroma da bo razprodana vsaka naslednja domača tekma. Še pogled proti San Marinu, je danes glede na to tekmo celo previsoka zmaga, je ostalo še kaj nabojev?
Seveda, naboji so še več kot dovolj. Mislim, da v San Marinu vsi vemo, igrajo samo 3 točke, samo zmaga, tako da zdaj je čas za regeneracijo, potem pa takoj naprej pripravljen San Marino. Jan Oblak, kako je ponovno biti v reprezentanci in to v zmagoviti reprezentanci? Da, v zmagoviti je vedno biti super, nasploh. V reprezentanci vedno igramo s ponosom, z veseljem, se zmaguje, se izgubi, ampak veliko lažje, ko zmagaš, vzdušje je lepo, fenomenalno, tako da upam, da bomo nadaljevali tako in da bomo to reprezentanco, da bomo prihajali v zmagovalno reprezentanco. Je bilo kaj dvomov takrat, ko so gostje izenačili? Sigurno ni bilo prijetno, mislim, mi smo hitro zadeli, oni so hitro izenačili, tako da dvomov mislim, da ni bilo, zato ker tudi mi smo na koncu spet povedali, če bi to trajalo malo dlje, bi mogoče lahko prišlo do kakšnega dvoma, ampak nismo dopustili. Na koncu smo bili v prednosti celotno tekmo, nažalost sprejeli 2 poceni gola zadetka, ampak mislim, da smo odigrali dobro, še posebej v napadu, izkoristili svoje priložnosti in smo lahko zadovoljni s to zmago. Še to, kakšno tekmo predvidevate v San Marinu, kakšna bo? Mislim, verjetno kot vedno proti San Marinu. San Marino se bo verjetno branil, mi bomo napadali in proti nobeni ekipi ni lahko, tudi proti San Marinu, čeprav deluje in zgleda, glede na to, da vedno na koncu skoraj vedno zgubijo, ampak mi moramo dati svoj maksimum, biti 100% na igrišču in zmagati tekmo. Tako da ni ene druge variante, ki zmaga tekmo, ali je to San Marino, ali je to Danska, ali je to Finska, ali je to Severna Irska ali Kazahstan. V kjerkoli tekmo gremo na zmago in v nedeljo verjamem, da nam bo to uspelo. Tako še četrto vprašanje, je skupina smrti vaša skupina, glede na to, da je zelo izenačeno na vrhu? Naša skupina je zelo zanimiva, ne je skupina smrti, ampak je zelo zanimiva in jaz sem vesel, da je tako, jaz sem vesel, da je tukaj par reprezentanc, ki se borijo za uvrstitev na Evropsko prvenstvo in mislim, da bo do zadnjega kroga zelo napeto in zanimivo, tako da, ampak seveda upam in verjamem, da nam lahko uspe in da bomo mi ta reprezentanca, ki bo na koncu na prvem ali drugem mestu in se plasirala na Evropsko prvenstvo.